Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli na predstavitev knjige Prvi spol magistra Romana Vodeba. Jaz Romana že kar precej let poznam, kar nekaj oddaj sva tudi že posnela. Preden bova kaj več o sami knjigi povedala, se bova malce sprehodila skozi najine oddaje, ki sva jih posnela res kar precej. Roman, prvo oddajo, ki sva jo posnela, je bila nekako povezana s športom. In jaz sem te takrat vprašal, ali sme moški trener v slačilnico, kjer se preoblačijo, tuširajo članice njegove ženske ekipe, med njimi tudi kadetinje, mladinke. Oziroma, kdaj sploh lahko moški trener vstopi v žensko garderobo? Ok, zdaj bom rekel, da tukaj noter je tema ženske v športu, pač ve se, jaz sem sicer to molčal 4 leta, da sem jaz z Ilko delal, Ilko Štuhec, zdaj je bila bolj slaba, se mi zdi, da mogo kaj spet uskočiti. In ženski šport pa sem jaz obdeloval skozi teorijo, ker sem pa videl, da se nekateri trenerji tako nespodobno ali pa ker ne vejo, da se to ne sme, tuširajo skupaj, sem pa še pritožvale so se me ene košarkašice, sem pa jaz malo pomislil seku, pa sem par tekstov napisal za revijo Šport mladik, pa za revijo Šport, to je neka strokovna revija in sem to razložil, kako pa kaj. In ne more se to dogajati, ne? In celo tam neka košarkarska zveza je imela uzbuno, ne? Se pravi, tam se vede, kjer trener zahteva, da se kadetinje z njim tuširajo, če ni ta mala bila voljna, ni bila poklicana na reprezentanco, ne? Ker sem jaz to zvedel, sem znoril, sem šel na olimpijski komite, pisal tekste, in potem pa začel se opravičevati, pa tako naprej, ne? Tako da te zadeve skozi teorijo, pa če vem, da lahko to na mlade športnice učinkuje kot spolna zloraba, vem pa tudi, da obstaja nek fenomen, ki se mu reče transfer, to je pa čustvovanje, ki je bilo zelo pomembno, recimo pri Tini Maze, da je bila tako dobra, ker Andreja Masi je bil tudi čustveno, sta bila tako malo super povezana in ta transfer je ključen, da športnica verjame trenerjevim besedam. Sam trener pa ne sme izkoriščati teh libidinalnih, čustvenih, seksualnih tendenc teh mladih predrznic, ne? Ker te mlade napadalke znajo tudi kar na trenerja fejst pritiskati, ne? Kakšna Petra Majdič, ne, je imela kar nekaj trenerjev, Ivan Hudeč, zadnji trener je njen mož, pa imata otroke, prejšnji je pa dal kar odpoved, ne? Tako da tudi ni vedno trener tisti pobudnik za te čustvene, seksualne stvari, ampak se znajo biti tudi športnice, ne? Ampak trener je pa tisti, ki mora pa vedeti, kako se čustvuje, ne? To teorijo čustvovanja v tandemu športnica-trener sem pa jaz pač plasiral v svoji prvi knjigi Šport skozi psihoanalizo, to je pa na Grmadi zažgan doktorat, ne, to 2001, zažgan je zaradi tega, ker je bil moj mentor gej, ne, in jaz nisem doktoriral, ampak tam noter sem pa razlagal te čustvene, libidinalne, seksualne vezi v športu, predvsem na relaciji športnica-trener. Je to, če je heteroseksualna paradigma, izredno spolska, ne. Tako da na to sem opozoril. Pač zimski športi so na udaru, recimo, ker so pol zime ali pa pol leta so skupaj v sobah, sneži, so cele dneve skupaj in se čustvovanje vzpostavi, ne. Problematični so kolektivni športi, zato ker prihaja do ljubosumja, če se trener samo eni športnici posveča, vse so malo fovšne ljubosumje, pa točno vejo, če se kaj plete, ne. Pa gimnastika, kjer sem jaz bil svoj čas trener, recimo, je tudi zelo čustveno, jaz sem imel mojo ženo, recimo, sotrenerko, pa moje hčerkice, ne, danes so stare čez 40 let, ampak z vsemi sem imel, recimo, odnos oče-hčerka, včasih so me poklicale oči, namesto Roma, ne. Ampak je zmer še Tina bila zraven in tam ti mora pa punca zaupati, ko je dvojno salto, je moraš uloviti, če ne se ubije, ne. In potem pride do enih čustvovanj. Bivše generacije
starejših trenerjev, pa so bile telovadke zelo že zrele, tudi genitalno. Ne. Zdaj so, takrat, ko sem jaz bil, so bile same punčke v svetovnem vrhu. Nadia Comaneci pri 13 letih. Svoj čas so bile pa čez 25 let stara, Vera Časlavska, pa tako naprej, Ljudmila Turiščeva, ne, in tam pa Olga Korbut, ne. Leta 72 je ona bila s trenerjem in pol ga čez 10 let pa tožila, da je spolno zlorabljal. Olga Korbut, olimpijska zmagovalka. Ne, in te gimnastiki tudi pride do transfernih čustovanj. In kdaj trener v žensko garderobo? V garderobo. Kaj pa potem, ko so dostojno oblečene? Ja, ti se pa pogovarjam, ampak rekel, neka golota, trener nima kaj tam okrog tuša, pa golote biti. Jaz se spomnim, sem bil na enem državnem prvenstvu, kjerga leta, ko pa vem, 88, tam nekje v Srbiji. Prišel en srbski zdravnik, pa bo ena pri njem doktoratu delala in potem so se vse tekmovalke mogle sleči, da jim je kožno gubo meril. In so šle tam zelena jama, šiška, trenerji so mogli v zunaj biti, punce so šle pa noter. In one so se tam slekle, on pa kožno gubo meril, pa še ena doktorantka. Sem rekel, moje punce, tja, brez mene ne grejo. Da jaz vidim, ko se... In potem so se tam slekle. Sem rekel, spoki. Vozi, Miško. Sem rekel, gremo ven. In sem takoj končal to stvar. Ne. Sam jaz vem veliko, že nekoč sem vedel, zakaj se gre, ker sem jaz mladi Freudovec, jaz sem pri 16 letih Freuda bral, ne. In sem vedel, za ko se gre. Roman, ko sva že pri športu, velikokrat sva govorila tudi, kakšen šport pa je primeren za nežnejši spol. Zdaj, ker sem jaz tako provokativ, ne, brez dlake na jeziku, bi tako izstopal strelu striptiz. Sam ne bom zdaj tako rekel. Estetski športi so ženska pisana na kožo, ne, tam, kjer ona estetiko pokaže lepoto svojega giba. Svoj čas so bili sokoli, so se tam, moj izraz je, kurčili. Ne. Punce bi pa tudi neki rade, pa sem pa tam en fosen dal, so se pa sprehajala sem pa tja in tiste gret postala. Ne. Ona so hotele pokazati, koliko so lepe. Ne. Ženska zaradi narave kastracijskega kompleksa bi rada v športu pokazala neko estetiko gibanja, pa lepoto, to bi rekel petelinjenje, bahanje, ne, kdo je boljši, to je pa stvar pa moških, zaradi narave kastracijskega kompleksa. To je pač stebrni kamen psihoanalize, kastracija, Oedip. Iz enih psihičnih fenomenov se ženska ne navdušuje kar tako za neke športe, ki se treba tam po blatu varovati. Nogomet, recimo. Fuzbal, ne? Mislim, jaz imam 2 fuzbalerja, eden igra za Zagorje, Nik. Skratka, tam ženska kar tako ne bo tam v blatu vsa umazana, ker njeno nezavedno pač se sramuje blatnosti telesa. Ne? In zdaj tam pa briljirajo lezbike. Ne? In ko jaz to na nacionalni televiziji povem, je konc sveta. Žalim ženske. Ja, kako to mislite, žalim ženske? Če sem jaz s faktorsko analizo motivacijski prostor na prvem magisteriju obdelal in tam je prišel faktor v športu za ženske zgledovanje po moških. Ne? In še ta ena feministka današnja Eva Bahovec je rekla, da to je legitimno. Ne? Legitimno je zgledovanje po moških, ker onstran tega zgledovanja v oedipalni fazi se zgodi en fenomen, ki se mu pa reče, ne? Zavidanje penisa. Ne? In to je pa zdaj toliko bogokletno to reči, ne, ampak to je pa Freud je to razvil, cel koncept, cela psihiatrija temelji na Freudu in bi rekel, to je legitimno. Jaz sem bil pa pazljiv, pa tega nisem upal, ampak pol na nacionalni televiziji, če so me pa že tam sprašvali, sem pa jaz recimo o ženskem nogometu mogel to povedati, ne. Ker tam se ve, da je cela, kaj vem, ameriška reprezentanca, soccer, ne, so vse lezbike. In so včasih jim niso smele to govoriti v nacionalni zvezi, so prepovedali govoriti, da ženska, ki je lepa, je sploh ne vleče tisti fuzbal. Ona bi tam nekega fuzbalerja že imela za partnerja, ampak sama pa ne šla fuzbal špilati. To se jim zdi smešno. On se režijo, sploh ne vejo za koncepta. Ne? In te teoretske stvari, ki sem jih jaz obelodanil, mislim, to je pa zdaj bogokletno. Ja, ne moram pomagati, mislim, ne moram ven svoje pameti jeti. Ne? Skratka. Greva naprej, ne? Greva. Roman, velikokrat sva govorila tudi o goloti. Torej, mama, oče, hčerka, sin, razkazovanje drugemu. Ni to fajna stvar, ne? Zakaj? Jaz sem že dal veliko intervjujev, ne?
najlon plaže, tam nudistične, to ne more starši pa otroci biti na najlon plaži. Teoretsko ne rečeno, deklica v 3, 4, 5 letih ali pa še manj v puberteti ne more golega očeta gledati, zato ker je to deformira njeno psiho. Zdaj kako, zakaj? To je zdaj, ne moram zdaj to cajta govoriti, ampak jaz sem rekel, golota znotraj družine je lahko naključna. Otroci pa starši se naključno lahko goli videvajo, mislim, torej, otroci so že goli, ne? Ampak gole starše pa otroci ne smejo videti. Oziroma lahko jih vidijo naključno in potem se prepusti, kako se jim bojo miselni sistemi začeli obnašati. Če je pa otrok deležen golote staršev na preveč seksualen način, potem se pa določeni miselni procesi ne ustavijo, ne? Pa se pa drdra ena stvar not po glavi, ki se ne bi smela misliti v enem ranljivem obdobju. In če se to preveč misli, ne, potem to zaznamuje spolno željo v odraslosti. Ne? Zdaj, jaz tudi teorijo, pač nimam samo v mezincu teorijo, jaz terapiram, ne, in potem najdem vse narobe z žensko seksualnostjo, pa vidim, da so hodili na najlon plažo, ne, s hipnozo, iščem od kje ima zdaj ona seksualno frustracijo tako, igrala se je z očetovim penisom, je školjka gor dajala, ki je bila 3 leta stara, rekel, tam se vam napaja, ne, tako da suma sumarum, otroci ne smejo golote odraslih videti, še najmanj pa očeta, pa mamo, pa nekih erotičnih stvari, da se to kak seks vidi, to je gotovo. Potem je pa še ena zadeva, veliko otrok, recimo tja do osnovne šole, spi vmes med očetom in mamo. Enkrat sva rekla, ne, mama je od očeta. Ja. Pravilno razrešen Ojdipov kompleks, recimo za dečka je... Lahko se pride pocrkljati. Ja, če je bolan, lahko pride, pa zjutraj malo, vsak 3. dan, ali pa kadar je, kaj vem, nedelja, pa pride, se malo postiskaš, ampak pravilno razrešen Ojdipov kompleks, in to je zelo ključno za razvoj moralne razsodnosti, je, da je mali Ojdip, 3-letnik, 4-5-letnik, poražen strani očeta za boj za mamico, ne? On mora videti, da je mamica od očija, on ne sme tam zmagati, on po noč mora biti z medvedkom, s punčko, ne vem, kaj mora imeti, ne? In vedeti, da je oči tisti, ki ima njegovo mamico, ne? In si mora v tem, rekel, v tej stiski, kot poraženec, na svoj miselni sistem ugravirati idejo, kaj je na očku takega, da ga ima mamica raje kot mene. Katero željo zdaj očka mamici izpolnjuje, da mamica po noč z njim spi. Jaz moram pa tam sam biti, mojo mamico ima oči. On misli, da ima oči ta raje, seveda ima mamica raje sinčka. Ne? Sam ta zagatak, kaj je na očku takega, da ga ima mamica raje, ker po noč z njim spi, ne? Bog ve, kaj počneta, ne? Sej, niti ni bistveno, ampak otrok mora biti poražen in ta, rekel, zagata oziroma vprašanje, kaj je na očku takega, se mu mora v fundament želje vzpostaviti, seksualne želje, ker v odraslosti bo ta otrok hrepenel po tem, da bo kot moški užival, če bo ženski izpolnjeval željo. Tabu incesta, mamica je od očija, ponotranji, se pravi, mu mamica ni več lepa, mu ni všeč, ne mora mamica sprašati, a sem lepa svojega sina, ker je ne more lepo videti, če pravilno razreši Ojdipov kompleks. Sestra se mu ne more lepa zdeti, hčerka se mu ne more lepa zdeti, Fricl, ki si je hčerko vzel, seksov z njo, je bil brez očeta, z mamico je spal do 15. leta in pravi, bodoči pravi moški je moral biti pravilno poražen strani očeta. In v tistem hendikepu poraženosti si je mogel želeti izpolniti materini željo. Potem pa naslednica matere je pa ženska. In pravi moški uživa, če ženski izpolnjuje željo. In ga osrečuje, če lahko kupi darilo, če jo recimo v tam nekem enih seksualnih praksah zadovolji, se pravi, da ona tam vzhičena upije od radosti in to je balzam za moško dušo, ker je končno dobil dokaz, da je ženski izpolnil željo.
Pravi moški uživa, če ženski izpolnjuje željo, ne obratno, da se tam nastal, zdaj mora pa ona tam garati neki. Pravi moški, tisti, ki je bil pravilno v oedipalni fazi poražen strani očeta, mora blesteti od sreče, če zadovolji žensko v finančnem smislu, zaščita, varnost, denar, pa v seksualnem smislu. Ne? Roman, To je temelj. Mi dva sva primera očeta, jaz sem oče, verjamem, da sem dober oče in vem, da nikoli ne bom dobra mati. Ja, ne. Samo žena moja je lahko dobra mati. Zaradi tega sem se pa jaz angažiral tisto prvo knjigo, ki je bila, mislim, vse mogo je tu podnapis, modra knjiga taka, ne? Ista neka naslovnica, piše pa tle o spolu. Ne? S tisto knjigo sem jaz sesul 2 družinska zakonika, 2012 pa 2015. Ne, meni so se, ne vem, princ, tisti God, ki so bili krščanski desničari, ne, so se meni zahvaljevali, ker sem jaz pa preko mojim levičarjem dopovedoval, otrok rab očeta pa mamo. Ne smete videti osnovno politično opredelitev, ne, ki levost, ne, to morate dati stran in razmišljati, kaj je dobro zdaj za otroka. Za otroka je najboljše, če ima moškega očeta pa žensko mamo. To je sveta stvar, če nam crkne družina, bo šla družba v maloro. Ne? In zdaj pa jaz pa tudi skozi to knjigo razlagam, zakaj feminizem s temi nebulozami, ki enači 2 spola, pa A pa B starša, pa 2 ženski sta lahko dostojno staršujeta, ne moreta. Tako kot 2 očeta ne moreta, ne fantku, ne punčki dostojno očetovati, ne da bi ta otrok bil zblojen psihično v odraslosti. Recimo 2 lezbiki, če ima ta sinčka, ta sin ne bo čutil moralne razsodnosti, ko bo odrasel. Zato, ker v oedipalni fazi, kjer mora biti deček porazen strani očeta, ne? Zdaj, ne katerega koli očeta, ampak očeta, ki ima takšne genitalije, kot jih ima deček. Se pravi, cele genitalije, kot se reče v psihoanalizi, bitje s penisom, mora kastracijsko pretiti dečku, ki ima lulčka, ki se ga da odrezati. Ne? Se pravi, ta ideja, tudi meni se lahko zgodi kastracija, ne? Pa bom pa tako deklice, brez lulčka, kdo to lahko meni odreže, tam ne sme biti ženska, tam mora biti moški biti. Se pravi, tudi v enih situacijah, ki je preveč nežen oče, pa neka teta pehta tam, ki se jo deček boji, tak deček lahko gej postane. Zato, ker se deček ne sme mamice bati, bati se mora očeta. Mamica je tista, ki ljubi, oče pa tisti, ki meje postavlja. Do tukaj greš, naprej pa ne smeš. In ta ne smeš učinkuje na moralne procese, razvoj moralne razsodnosti. In ta oče mora biti tam, bi rekel, nekastriran. Ta feminizem. Ta pa kastrira. Glede feminizem. Kako bi ga na kratko recimo povedal, pojasnil? Kaj je feminizem? Feminizem v osnovi pomeni zgledovanje žensk po moških. Oni imajo teorijo spola, in te ženske, ki imajo težave z lastnim očetom, veliko jih teh feministk je spolno zlorabljenih, večina tam radikalnih feministk je lezbik, so neke poročene z ženskami, Judith Butler, o kateri govorim, v povezavi s pekinško konferenco, kjer je bila slavnostna govornica leta 1995. Slovenija je podpisala brez kakšnega koli konsenza deklaracijo neko pekinško konferenco Judith Butler. To je militantna lezbika, poročena še z eno žensko in ima tam enega sina. Ne vem, zeprovete, ne vem na kakšen način. Pa slavnostna govornica v pekinški konferenci bila tudi Hillary Clinton, ki je bila pa takrat prevarana strani Monike Levinsky. Ne. Tista patologija je zaznamovala feminizem in od pekinške konference naprej, pač, ki jo omenjam, se je teorija spola ustoličila kot mainstream, kot glavna ideologija, ki se je ukoreninila v družbene sisteme razvitega Zahoda, tudi Slovenije, pa cele Evropske unije. S tem, da je Evropska unija potem spisala poročilo Lunaček, Urlike Lunaček je neka avstrijska evropska poslanka, kjer z neko Romunko pa eno Španko ali Portugalsko so sestavili neko poročilo. Urlike Lunaček je to dala na Evropsko komisijo in tam se je potem stoličila teorija spola kot mainstream, kar pomeni, da zdaj vse te članice Evropske unije morajo otrokom v izobraževalnem sistemu, recimo v osnovnih šolah, vrtcih, srednjih šolah, prati možgane, da sta spola enaka. Evropsko poročilo, ki so tam nekje glasovali. In sem jaz tudi vem, kdo je bil za, kdo je bil proti. Mislim,
tam, zdaj ne vem na pamet, neke desne poslanke so bile proti, večino jih pa tako kar zabilo Slovencev. Ne? Zdaj imamo pa ta teorija spola, ki se je ukoreninila skozi frustrirane ženske. Ne? Biti feministka, zadnjič sem tvitnil, zato sem toliko sovražen, to je diagnoza. Ne gre, da imajo ženske samo idejo enakosti spolov. One imajo motnjo spolne identitete, ki je posledica osebnostnih motenj. To imajo, ali imajo spolno zlorabo, ali disfunkcionalno družino, nepravilno razrešeno Oedipov kompleks in potem v svojih psihičnih percepcijah ima ona v objemu zavidanja penisa strašanske probleme z moškimi. In nezavedna želja feministk je kastrirati moškega, simbolno kastracijo narediti. Se pravi, se ga degradira, degradirani, simbolno kastrirani moški kot oče ne more očetovati sinovom. Sinovi, ki nimajo močnega očeta v družini, ne morejo razviti moralne razsodnosti. Jih vest ne peče. Ničelna toleranca do vzgojnih klofut. Jaz sem 2009 šel v državni zbor, pa sem povedal, da otrok mora biti, sistem mora dovoliti očetom, da svoje sinove v red spravijo. Ker če se to naredi, potem sinove odraslosti peče vest, če pizdarja počnejo. Ne laži, ne kradi, to so nek božje zapovedi. Jaz sem enkrat bil na krščanski gimnaziji, pa sem rekel, gledajte, se zaradi tega pa ta video ni šel na YouTube. Sem rekel, jaz ne rabim nobenega Boga, zato ker jaz imam moralne norme ponotranjene. Jaz ne rabim Biblijo brati, pa božje zapovedi, da bi vedel, kaj moram ravnati. Ker sem imel to srečo, da sem imel tistega fotrak, me je v red spravil, če je bilo treba, me je vseko, tudi kadar nisem bil kriv s njih fasov. In potem na tej paradigmi, se pravi na tej fizični kazni, se oblikuje nek mehanizem, ki je zelo pomemben, da v odločilni situaciji v odraslosti moški ne ukrade, ne zato, ker se boji, da je tam skrita kamera, da ga videla, ampak ker ima moralni kompas ponotranjen in ne naredi nekaj, kar čuti, da ni prav. Kar mi pa feministke pa najbolj zamerja, sem pa skozi Freuda, se pravi kastracijski kompleks, Oedipov kompleks, pa skozi Lorenza Kohlberga, to je pa teoretik moralnega razsojanja, sem dopovedal, da ženske nimajo sposobnosti takšnega moralnega razsojanja kot nekateri moški. Ne vsi, ker niso vsi pravilno razrešili Oedipov kompleks, ampak peščica moških ima najvišjo stopnjo moralnega razsojanja. To pomeni postkonvencionalno moralno razsojanje, ko v danem trenutku pravi moški krši zakon in naredi nekaj, kar je prav. Ena ministrica Anja Kopač Mrak je rekla v primeru koroških dečkov, tudi ministri nismo nad zakoni. Ne moramo spoštovati zakone. Če bi bil jaz minister, bi tista dva koroška dečka lastnoročno šel v tisto rejo, pa bi dal detku in babici, ker je to moralno prav, ker ta dva dečka bosta ranjena celo življenje, zato ker odločilno to prehod, ko je mamica bila pač ubita, oče v zaporu, bi ta dva mogla sanirati brazgotino z detkom pa babico. Pa dedek in babica neko inštrukcijo mogla imeti. In ta ženska recimo pojma ni imela, ministrica, da to je treba v danem trenutku, če treba kršiti zakone. Če bi jaz minister, bi takoj to naredil, drug dan bi odletel, ker sem kršil ne vem kaj. Roman, si že to načel, tudi vodenje, recimo na nek način, poznaš ta primer zdaj z Danske, koalicija, predsednica vlade, 34-letna, potem koalicija same ženske. Zdaj, je to dobro za državo, je to slabo? Zakaj? Zakaze se jim sesuje vse. Najgore preveriti otroštvo te 34-letnice, ker meni zdaj pošilja članke, da nekaj pogledati njeno otroštvo. Saj tudi, recimo, Šarec ima eno ranjeno otroštvo, pa sem rekel, zdaj se bojim te posvojitve, ker prvih 6 let po Freudu je ključnih. Otrok je oče odraslega človeka. Vse, kar se otrokom do 6. leta zgodi, jaz bi rekel do 10. je ključno za razvoj psihičnih procesov pa tiste mentalne trdnosti. Ženske, jaz sem bil na bloku na Facebooku pol leta, do zdaj v zadnjih 10 letih. Za en mesec sem dobil, ker sem rekel, da se tudi na YouTubeu so me blokirali, da Alenka Ermenc ne sme biti poglavarka vojakov. Ne samo zaradi simbolne kastracije vojakov, ker to ponižujoče, ker to čutijo vojaki kot simbolno kastracijo, pa takrat še ni bilo
Tatjane Bobnar. Ne. Tudi Tatjana Bobnar ne more poveljevati v ključnih, zelo malo toliko migrantov. Ko bo treba z nekimi testosteronskimi akcijami utišati, ne vem, če pride 50,000 naenkrat enih migrantov, bo treba zdaj Bob reči. Ženska ne zna tega narediti. Mislim, karikirano rečeno, ona nima jajc. Ne? Zdaj, to je karikirano rečeno, ampak ne gre za testosteron sam po sebi, ampak gre za tisti fenomen kastracijskega kompleksa pa kastracijske bojazni. Ne? Ravno zato, ker smo kot dečki, moški bili nekoč kastratibilni, se nam je nekaj dalo odrezati, na tej bojazni, da se nam ne zgodi kastracija, se nam občutek, kaj je moralno prav, ugravira vse moralne podsisteme. Če se to naredi, koliko je treba. 20% moškim se to zgodi. Ko sem jaz rekel, da sodnice ne smejo biti ženske, ker nimajo moralne razsodnosti, mi je ploskal sam Boštjan M. Zupančič. Mene so pa nikamor ne smem, nobeno nacionalno televizijo, noben medij. Kje pa so ženske boljše? V sočutnih poklicih. Ne? Če ne bi bilo žensk, 4 milijone evrov za Krisa ne bi zbrali. One toliko trpijo, če tam nekdo trpi, sem to ni moralno razsojanje. Kris je 4 milijone smo zbrali. Ženske so pogledati tistega otroka, se je že solze tekle. In smo zbrali 4 milijone. Moški so se pa sprašvali, ko pa ostalih 9 Krisov, ker to ni samo en Kris. 9 jih ne gre, kje je pa tukaj pravičnost? Zakaj mi ne moramo za vse narediti? Ker ni moralno prav, da samo eden dobi milijone, 9 ostalih Krisov, enih 10 je takih. Moški smo se pa s tem ukvarjali. Ženske pa so v objemu sočutja in tudi sodne, rekel tam neke odločitve, sodnica se identificira z uno žensko, ki se ločuje in v objemu nezavednih procesov tudi sadizem zganja nad tistim moškim, ki je tam nebogljen, pa nima stikov, pa pol leta ne vidi svojega otroka. Otrok pa uničen cel življenje. Zato, ker so sodnica, državna tožilka, pa ne vem, kjer so še same babe, in pa ko mi čakajo, da pride tam en moški, da mu ga odrežejo zajci vred. Uničujejo pa otroke. To moralno ni prav. Ker sem pa jaz to povedal, ne vem, sem na črni listi in kamor ne smem. Roman, prav je, da čeprav nekaj si že v tej tvoji zadnji knjigi, ki je zunaj že eno leto, Prvi spol, poveva, pa da poveš sam, je Prvi spol, knjiga Prvi spol nekakšen odgovor, eno drugo knjigo, ki je šla 1949, ki je napisala francoska Simona in je naslov Drugi spol. Ja. Kaj je zdaj Prvi spol, Drugi Simone spol? de Beauvoir. Kaj sva mi dva? Ja, drugi spol smo mi dva, ženske so ali pa ste pa prvi spol. Zakaj? Zato, ker moški vse, kar dela na tem svetu, dela ne čisto zaradi mame, ampak naslednica mame je pa ženska. Zaradi tiste fatalne mame, ki jo ima foter, otrok, ponotranji tabu in cesta. Mama je dočja, naslednica mame je ženska. Pravi moški, naredi vse na tem svetu zaradi ženske. A ona bolj neumna, drugi spol. 10 let po Freudovi smrti, 23. septembra 1939, je Freud umrl. In pol se je pa tam zdaj, kako bi zdaj pa zrušili psihoanalizo, se je pol sledila še zlata doba psihoanalize, ampak Simone de Beauvoir, to je partnerica, pod narekovaji partnerica Jeana Paula Sartreja, je pa leta 1949, se pravi 10 let po Freudovi smrti, usekala po Freudu na jedrnem ali temeljnem konceptu Oedipovega kompleksa, ki ima v sebi zavidanje penisa, kastracijo pa vse to, ki se zgodi v falični fazi pri 3 letih do 5. leta. Simone de Beauvoir je tam usekala, to je tak špeh napisala na 1000 strani. Ok, če bi jaz normalen tisk imel, moja knjiga bila tudi 600 strani dolga, ona je pa 1000 strani, 2 zvezka, 2 take bukle. Tu sem študiral pol leta, 100 strani sem napisal Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir je militantna lezbika. Ona bi bila... Čeprav, pišeš tudi ti v knjigi, da se je potem v zredih letih zaljubila v študenta svojega moža, ne? Zelo močno. Vse je mrske, te ženske, ko so v nekih lezbičnih teh akcijah seksualnosti. To jaz tam, ker imam razočarana gospodinja pri seksologu, sem en scenarij tako napisal, da ona ženska pravi, ja, mož me je pa kao trojčka, pa tam sem kar uživala žensko, sem rekel, se ženske so po naravi svoje takterce, rečem, pa se režijo. Biseksualnost ženske se zgodi zato, ker je deklica imela mamico
prvi spol, ne, se pravi prvi spol, prvi objekt želje je mamica. Lepa mamica, dobra dojka, ne, oralna faza, analna faza privajanja na kahlico, darovanja drekla v kahlico, vse mamici, mora otrok, tudi deklica, z mamico to narediti. V falični fazi gre pa deklica iz istega spola na spol, ki ima penis, ne, na očeta, natančno zato, ker mamica pa deklica nimajo lulčka, mamica se bom jaz z očem poročila, ne. In zamenja spol, ampak prav spomin na prvi spol pa ima. In potem recimo v enih omamah, pa na pobudo moškega, se tam ženske lahko tako malo zerotizirajo tudi še z eno žensko. To nič ne boli. Ne? Moškemu se zmeša kaj tazga, če bi pravilno razrešil Oedipo kompleks. No in ta Simone de Beauvoir je bila skupaj s sestro, lezbika, zdaj sestra je bila slikarka, ne? Oče je rekel, jaz imam dve hčerki, Simone de Beauvoir je moški, ženska z moškimi možgani. Ne? In je bila dolgo časa lezbika, ampak lezbične ženske lahko preklapljajo. In zdaj tam študent, 20 let mlajši, ona tam gospodarica, Bog ve, komu je tam z nekim bičem delala. On je tam nekaj sužno igral, ne? Bog ve, kako je ti seks izgledal. Ampak načeloma Simone de Beauvoir je bila lezbika, v današnjih časih bi bila zaprta, ker je srednješolske punce na orgijo vozila, pol jih je dala Sartreju, pol jih imela pa za sebe. Danes bi bila v zaporu. Ne? To so starši jo tožili. Vse so jo, ne? Vse so jo tožili, samo takrat ta pedofilija ni bila na tak način dodelana, da bi vedeli, da to sodi v zapor. Roman, mimo grede omenil se pedofilijo, so nekatere stranke, pa verjetno bolj leve v tej Evropski uniji, ki nekako celo zagovarjajo, podpise zbirajo za uzakonjanje pedofilije. Jaz sem pač psihoanaliza vedel o seksualnosti, da ne rečem vedel o ženski želji. In ker meni niso stil predavati, sem pač razočarana gospodinja pri seksologu in tam te scenarije humorno razlagam na gledališki predstavi. Ne. In skozi to teorijo sem pač jaz politiko dodelal, levo seksualnost pa desno seksualnost. Desnica je konzervativna, recimo sram je močen, Bog je tam, ki ne dovoli, ne, bi rekel, en Vatikan, tam ima veliko gejev, ne, gejevski lobik domuje recimo v Vatikanu, ne, elegantno se je izogniti ženski, pa si dihovnik, pa v celibatu, ne, pa sem pa rešen, ne, so pa geji, recimo tam, ne. Hočem povedati, da je desna seksualnost zaznamovana na en način, s to konzervativnostjo, pa sramom, tudi z gnusom. Leva seksualnost je pa promiskuitetna, razen teh feministk, ki so pa zblojene. Ne. To je pa ni, da ni, koliko so te seksualno ranjene, ne. Se to mi zamirijo. Zadnjič je prihrumela mene ena glavna feministka, ki sem jo v enem intervjuju malo se dotaknil, pa niti ne z imenom in priimkom, ampak se je noter videla. Ne. Feministki imajo zblojeno seksualnost. Ne. To je seks z istim spolom, mislim, seks z žensko pravijo, da ženska, edino normalen seks je dve ženski, ker nobeno ne premaga. To imajo, one mislijo, da moški temu seksu premaguje drugo žensko. To je totalna zabloda feministk. Moški so pa, rekel, zelo promiskuitetni. Tam pa svi goli pa košta voli. To so take orgije, geji še posebej, in pa so se zdaj nalimali na to LGBT še pedofili, ne, ki na Nizozemskem že desetletja, pa tudi v San Franciscu, Massachusetts, hočejo uzakoniti seks z otroci. Ne? In to gravitira na levo. Ne? Zdaj, kaj je na desni, tam je tudi Biblija svojo naredi, ne? Tam so verske knjige, ki točno se tam sodomija, pa da je to patologija. In zdaj ta delikventnost, ne? Ta pedofilija se hoče zorganizirati v politično stranko in so že na nizozemskih nekih volitvah za Evropski parlament, so se pedofili združili in hočejo v Evropski parlament priti. Ni jim uspelo, ampak družijo, pa gravitirajo v LGBT. Zdaj pa tudi, ker jaz terapiram in lezbike in geje, ne, tudi pedofili pridejo k meni, s tem, da jim jaz povem, če jaz zvem, grem takoj na policijo. Ne, ker to bojo otroci ranjeni za celo življenje, ne, in to nekateri ne vejo. Tako da gejevsko samo po sebi.
se mora nekaj narobe zgoditi v primarni družini, načeloma je to tako. V tem oidipalnem delu se nekaj narobe naredi, če je preveč dominantna mama, tam, ki kaznuje, ki se otrok boji, se zateče k očetu, on ga pa boža. Ne? Če pa še oče nek agresivc, potem najprej postane gej, ker se pa boji odraslega moškega, postane pa pedofil in se mu všeč dečki, ker tam se čuti varnega. Ne? Tako da si ne more pomagati, da so pedofili. Jaz sicer poskušam z besedo, pa mi že parkrat uspel, in pri gejih, in pri lezbikah, in pri pedofilih. Ne? Ker se je vse narobe dogajalo v primarni družini. In zato jaz sesuvam feminizem, ker ta feminizem bo družino ubil. Kaj se pa dogaja narobe pri teh mnogih slavnih osebnostih, tudi pri enih vrhunskih glasbenikih, svetovnih igralcih, ki jim zaradi denarja padejo vse te moralne vrednote, da potem delajo vse? Zdaj nekoga, ki ga fejst vleče na neko sceno, na Hollywood, v medijski eter, imajo neko narcistično motnjo. Nekdo, ki hlepi po aplauzu, je patološki narcis. Patološki narcisi so neki egomanjaki, ki po definiciji nimajo nadjaza močnega. Nadjaz. Se pravi, nadjaz je pa inštanca, ki zavira pohoto. Zdaj, te medijske zvezde tam recimo imajo pa tistih oboževalk, to imajo sex life tak, da glava peče. To imajo samo še politiki bolj adrenalinskega korok ali pa hollywoodske zvezde. Tudi politiki so tam zelo blizu teh orgij, ki se na tihem dogajajo. In potem želja se pa skrha. Se pravi, če imamo mi eni in iste spolne prakse, pa če ne pretiravamo, nam je ta seks v redu tudi malo na stara leta. Če smo skozi, jaz rečem na tej moji predstavi, moj pes Loki, ga kličem na pomoč, se ni na odru. Pa dokler je Loki bil na briketih, je bil lušen. Pa mu je pa začela srnico kuhati. Pa šel na srnico, sploh ni hotel na brikete, ker mu je želja po okusni hrani, se mu je upgradala, se pravi nadgradila, in potem tisto srnco je začaran, da bi meso, srnco. Brikete ne je več. In zdaj pa v teh spolnih praksah, ko pa nekdo pa pride, pri 50 letih, tam onih navijačic, 20-25 let starih, to je mu pere možgane. One so vsa navdušene, ki tam neko rock zvezdo ali pa nekega hollywoodskega mogoca ga zapelje in se sama sebi zdi všeč, in potem se tam neke orgije dogajajo in potem se kar upgradejo te orgije. To ni dost ena, to jih ima tam harem. Pa to so leta 69, ko se je ta seksualna revolucija zgodila, so to prakticirali tisti, ki so prišli zraven, ki so nagovorili, predvsem moški, te mladenke, in pa so več. Zdaj imajo še porniče, ki je največji, zdrs družbe, ko otroc pride do porničev. In pa tisti, kar gledajo odrasli, ki ima že skrhano željo, vidijo tistih pornografskih, ker pornografija je nastala zaradi moških po 40 letu. Ne zaradi žensk, ne zaradi mladih fantov, ampak zaradi moških po 40 letu. In zdaj gre to v eter, in potem grejo pa 13-letniki, 15-letniki tiste porniče gledati. Pa to si zažgejo vse v glavu. To sploh se ne more več normalizirati. Se sploh da to Ne moreš. Probajo, 8. razred snemajo porniče, tako kot so videli tam na enih kanalih. Grejo tam, kje v Izoli, 8. 9. razred to delajo. Oni ne vejo, da sex life so ugrozili za celo življenje. Delajo tisto, kar bi morali delati pri 40, 50 letih, to delajo pri 13 ali pa 15 letih. To je gotovo. Roman, kaj je glavno sporočilo, dobro, nekaj si že povedal, te tvoje knjige, ki je zunaj eno leto, ampak ki je veliko predstavitev pa ni bilo, ne? Zdaj je bestseller, jaz sem to najbolj kupovana pa brana knjiga v Sloveniji. Po knjižnem sejmu, ne? Zdaj, če ne veste, kaj je tam bilo, tam so policaji varovali. To jih je 15 onih pretegnicev v prvih vrstih bili 15, ne več, pa 250 normalnih ljudi. Ampak nacionalka je samo ne kazala, oni tam je imel v Domen Savič nek fršterker tam na telefon, začel te galamo delati, jaz so tihnem policajev letel, pa so pa obmokli, ene so tam knjigo brali v prvi vrst, ena bolj grda kot druga, mislim, karikirano rečeno,
Mislim, to že vidiš, da je nekaj muči. Ne, sem je obrla, tako gledam, hrbet je imela čisto potetoviran. Tetovaža pomeni neko trpljenje na duši. Pa celo tetovažo imela. Roman, pa kaj, to pomeni, da zdaj praktično cela Slovenija trpi, ker se je vse potetovirano že skoraj. Nekaj je tudi, rekel, ker sem rekel, da imam dva fuzbalerja. Zato, ker je moderno. Ja, no, dva fuzbalerja imam, ne. Zdaj bom šel jaz Barcelono gledati, ne. Messi je potetoviran, Ronaldo pa ni. Z Interjem Barcelona špila, ne. Pa Messi danes ne igra. Ja, vem, ja. No, Messi je potetoviran in moj drug tim, ki je igral prvo ligo, ne. A to je tisti Salta pa... Ja, ampak daje pa neke evrogole, trenutno je brez kluba. Ampak on je dal neke škarice z 2 metrov, wow, to ne zna niti Ronaldo, ne. In potem, ko so ga ujeli v enem salto mortale položaju, so mu s Photoshopom tatu narisali. Oči lej. Pa gledam, se tetoviral. Pokaže, nisem. Modna muha je zdaj mainstream. Se pravi, če nisi potetoviran, nisi nič. In se dajo tudi tisti, ki niso ranjeni v dušo, potetovirati, ker je to modni trend. Kaj pa starši mladoletnega otroka? Dobro, če ti pride domov že stetoviran, ker težko nekaj narediš. Ampak če te vpraša doma, oči, se ga lahko tetovirati, kaj je to odgovor? Ne. Tetovaže, mislim, to so ranjenost duše. Se pravi, jaz imam športnike ali pa ne vem, osebno svetovanje, ne, to imajo vse potetoviran, pa že vidim vse narobe. Potetoviran, piercingi na 100 mestih. Danes sem eno hipnozo delal, ne, pa sem mislil na en dan prej sem pa tudi tetovažo videl, sem rekel, bomo pa delala dobro počutje sprejemom za tetovažo, ker je imela. Danes pa vprašam, imate tetovažo? Nimam. Sem rekel, pa ste pa zmagali. Ne. Tisti, ki ima tetovažo, pomeni, da ima neko brazgotino na duši, ki mu je motivika in lokacija, kaj vem, meni daje vedeti, da ima človek neko težavo, ki je v besedi skozi nezavedne procese v tetovaži. Ne. Zdaj, če se da ženska nekega metuljčka tukaj, ne, bi še v redu. Zdaj, če si da pa, ne vem, pošast tukaj na ramo, wow, kako se ti pošast zdaj, kaj, ne, takoj znam to prebrati, ne. Skratka, jaz berem kot mentalist te simptome, v športu je veliko, nekaj tudi normativno, ena Ilka je imela, sem videl 6 tetujev, sem rekel, Ilka, to bo pa težka. Mislim, Ilka ima tudi tetovaže, no, sam 140 na uro je tam, moraš pa tudi imeti posebno psiho, ne. Vse se da fino sublimirati, pa nekateri, bi rekel, ravno na brazgotini, duševni brazgotini prepleza, ne vem, celo Himalajo, ali pa tudi umre. Ne, recimo, unem kože, humor, sem rekel, pet se sterapira, ti no treba več na Himalajo peš sam, da vlagiri, ne. Imamo išeš, ali kaj? Ne, ko še živ bil, pa se je pobil, ja. Pet se imamo zmeniti na terapijo, ne treba več v Ande, pa ne vem kam, v Himalajo. Roman, sporočilna z knjige, sem te prej prekinil vmes. Ja, jaz bi rad dopovedal, da feminizem je ena nora, škodljiva, družbena škodljiva ideologija. Mi spola ne smemo enačiti. Mora biti moški oče, ki mora imeti to navidezno neko avtoriteto, ne sme biti simbolno kastriran. Moška beseda mora nekaj veljati. Ne? Moškega mora očeta recimo obogati, žena ga mora obogati. Sej ga bo prej z mezičkom zavila, pa tiste joške, če nož krotek, nož než ljubo. Ne? In je on, misli, da on nekaj naredi. Ja, sej tako je, sej vete, te ženske, da je tako. In moški misli, da je poglavar družine in otroc mora vedeti, da je oči car. Kdo hlače noči oči, čigava beseda oči. Sej potihem vejo mami, pa tam pa svoje reče, pa tudi po mami sem. Ampak ne sme ga pa kastrirati. Ženska recimo ni fajn, če ženska tam zasluži 2-3 evrov. On pa tiste 2 gobice vrže, pa socialno pomoč, 5 cm imam dolgega, ona 25. To poruši obema psiho, seks nič ne laufa, otroci so pa deformirani. Roman, mimo grede, ti si verjetno tudi zaradi svojega načina, zaradi vsega, kar veš, dostikrat ostal brez službe.
Dostikrat ne, enkrat. Enkrat? Dvakrat. Pa vsake toliko časa. Pa firma mi crkla. Verjetno, kaj meni domov prineseš. Kako sta pa vidva to razrešila? Zdaj, ko je ona več prinesla, ne, zdaj recimo si dal lepo 500 evrov, tole imaš pa zapravlji. In tam po te skopuhe pride ženska, blond, veste, sem se poštrihala, ker mi je mama dala za štrihanje, pa za depilacijo mi mama da, jaz imam 500 evrov, mož ima pa 3000 evrov, pa mi ne da. Sem rekel, zdaj pa vi meni moža pošljite, sem ga rekel, na pas mater sem ga nagnal. Sem rekel, vam ne pripada niti, da joške pogledate. 3000 evrov imate, moški je dajajoč, moški mora zajakulirati denar in mu mora sistem omogočati, da ženski daje, ona da noge ne razen, tožen 500 evrov moš dati. Tako je. In jaz sem dal 500 evrov, zato enkrat pa jaz nisem imel. Pa 2 otroka, 2 kopačka enem, 2 drugim pa še košarko je špilo, pa še tam. Ne, jaz pa kredit bajto. Nisem vedel, am levo ali desno ledvico prodal. Pa je lepo, pa starši, pa tašča. Ne, zdaj se mi pa tudi včasih zgrne recimo 300 gledalcev, pa 15 evrov karta. Pa se nabere. Zdaj pa nikec. Ko bi pa mami rada? Nov laptop. Koliko pa je? 300-400 evrov. Mama bi imela onga za 1500, Apple-a. Sem rekel, tole najti, ta 500 boš tu zapravljal, sam kupi. Takrat, ko nisem imel, nisem mogel dati, ampak zdaj pa vse, kar imam, dam. Zato, ker jaz uživam, če lahko dajem. Pa moške genitalije so dajajoče. In Roman Vodeb ima rad ženske. Čeprav nekateri hočejo povedati, da jih nimaš rad, ne? Pa mi pravijo, da sem jaz mizogin. Ne? Mizogina je bila Simone de Beauvoir. Njej so kritiki svoj čas rekli, da črti ženske. Ne? Taki, rekel, laični kritiki, ali pa tudi močni kritiki, ki so rekli, da so ženske prvi spol, so bili tudi v času Simone de Beauvoir. In so Simone de Beauvoir razglasili, da je mizogina, da črti ženstvenost v ženskah. Ona je obsojala ženske, če uživa, ko kuha. Pa če nima karijere, da skrbi tam za kopico otrok. Ne? Da je to pa pokvarjena ženska, da mora kariero delati. Ne? Ženska v seksu je premagana. Sperma je bacil, virus, pa take. Ne? Jaz pa ustoličujem ženske kot prvi spol, ker menek so tam Miha Kovač, niti knjige ni prebral. Pa tam govori, da sem jaz nekulturni, neotesan. Vas ti sploh knjigo prebral? Svojo hčerko je branil, ki ima inštitut 8. marec, ki je feministični inštitut. Ne? Ljudje govorijo o meni, da so mislili, da je moški prvi spol, da sem jaz ustoličil, da je moški prvi spol. Sploh ne vejo, da jaz ustoličujem ženske kot prvi spol. In gnojnico po meni zlivajo, ne da bi sploh knjigo prebrali. Knjiga pa je, rekel, težka kot svinc. Zdaj ti si jo prebral. Ne? Samo obstaja pa 8. poglavje, sem ga pa 15 let pisal. Ne? So pa odgovori žensk, ne? Na težka vprašanja, 25 vprašanj. Odkrita odgovor? Ja, jaz sem rekel, napite se. Jaz rabim odkrite odgovore na vprašanje, ne? O želji. A to je tisto, v vino je resnica? Ja, tudi to je šlo. Nekateri so celo v pijanem stanju to pisali. Ne? Večina se je pač odkrila, tudi anonimno sem hotel imeti, da bojo, ne. V glavnem, ženska želja po organu, ki njej na telesu manjka. Ne? Se tale knjiga ima noter naslov, prvi spol, podnaslov. Pa tukaj je tudi podnaslov, ne? Tle pa ni, tle nisem upal tukaj izzivati. Prvi spol ali penis in ženska želja. Ne? O penisu vprašanja, 25 vprašanj, to glava peče, ampak to ima tako teoretsko vrednost. To so mi ženske 15 let odgovarjale na ta vprašanja, nekatere moje pacientke. Koliko jih pa ni, recimo? Odgovarjalo, niso želeli? Ne, se to, kjer je hotla mi je, ampak nekatere so pacientke, da sem celo patologijo poznal, ne, vedel sem, da ni očeta, vedel sem, kaj vse narobe, in potem mi je napisala 5 strani, ne. In to ima tako teoretsko vrednost, zdaj pa laiki pa samo to 8. poglavje berejo, ne? Ampak vrednost knjige je pa elaborat, ki je pa težek, ne? To vsi, ko to preberejo. Pa mogoče
malce droben tisk, no. Ja, pa to sem pa šparil, ne, če bi jaz trde pletnice, taka knjiga bila. Zdaj pa jaz sem sam založnik, pa sem malo to Roman, stisnil. 8. marec, dan žena. Ja. Vse so feministke to volilno pravico pa tako naprej. Ne. To so, rekel, te malo bolj sufražetske ženske, ki so danes feministke, so to ženske pravice, ne. Ampak zdaj pa to se ne dajo ostaviti, to jaz ne vem. Zdaj, dojilja, ne, ženska, ne, doječi starš. Kak doječi starš? Mamica, on mora, dojenček mora dobiti zdaj ali dobro dojko, če pa ni z dobre dojke, mora pa flaško, on mora vzreti materin obraz, ne jeti, ako smat ga. Ker bo zbegan, ko pa ti tukaj. Ne, on mora za razvoj optimizma, ki se mu bo čez 20 let uveljavil, mora ob dobri dojki priti lep materin obraz. Vedno mora biti en in isti. Prvih preko 12 mesecev. To ni fajn, tam neka stara mama zgubana pride, boje smo dala. Ne, fajn je, da je mamica to da. Zato kot otrok mora v paketu dobre dojke dobiti še isto lepo mamico in pa se mu bo ob sprožilcih v določenih kontekstih optimizem naselil, on bo optimističen v odraslosti. Če pa tukaj vse zblojeno, pa kronični pesimist čez 20 let. Roman, mene ne, no, pa verjetno, pa pripričan sem, da tebe tudi ne moti, da piše pri kakšnem razpisu za delo, pač moška oblika, ne. Ne, kaj hujga? Zdaj na filozofski fakulteti je pa zdaj ženska oblika. Ona, Janez Novak, ona študentka. Ja, ste zmešan, kakva ona? Ne? Jaz sem iskal vlogo Monike Bikinski, soigralke, za Hrvaške odre. Lepotica in psihoanalitična zver. Žensko sem hotel, ne? Županova Micka, ali pa Matiček se ženi žensko. In če igraš vlogo, rekel, Micke, ne moreš, išče se Micka, ona ali on. Ne, žensko jaz iščem. Jaz sem iskal žensko in tam so, da mora oba spola biti. Čakajte malo, jaz eno dobro mrho z velikim joškam rabim za na oder. Ne moram imeti menga geja imeti, da v moški prišel žensko vlogo igrati. Ne? Zdaj pa to, kar se pa grejo, pa ne samo na filofaksu, kjer je dekan gej. Gej. To je to prva fakulteta za socialno delo začela. Ne? Tam, kjer je pa bil dekan, mentor mojega na grmadi zažganega doktorata. Ne? Jaz nisem doktor zaradi Bogdana Lešnika, ki je postal za nagrado, ki me je zjebal, dekan fakultete za socialno delo. Pa Janez Novak, ona, študentka, bo prišla na izpit, ja, pa semafor. Ja, zdaj moramo pa kiklo dati zdaj pa človekinja. Pa to so zblojne babe. Oni geji so pa pajdaši in jih štango držijo in pa se to fajn se dopolnjuje. Teh je 5%. Jebe v glavo 95% normalnih ljudi. Manjšina diktira, ko bo večina delala. Slišim, da imajo tudi kakšni podjetniki, ki iščejo recimo delavca, če nimajo tudi ženske oblike, so kar precej kaznovani, niso pa kaznovani tisti, ki so pa pokradli recimo Slovenijo. Ne? Jaz zdaj pišem ene stvari, tudi recimo v Mladini sem dal zanč, ko sem branil Andreja Perkota, ki je imel z Jožetom Možino nedeljski intervju. In tam je, Perko se je veliko naučil tudi od meni, ker jaz predavam pri Perkotu. Od Rugla tudi, ne? Od Rugla, seveda, ampak on se je od Rugla naučil, jaz se recimo čist mimo Rugla. Sem se, rekel, psihoanalitično podučil iz Freuda. In pa sem bil jaz naviden isti kot Rugl. Rugl mene kliče, ti moj naslednik. Jaz sem rekel, lejte, kakega imam. Mislim, da mi jaz vaš vajenc. 2 petelina ne moramo kikirikati na istem dvorišču. Ne? In nisem jaz njegov vajenc. Perko je pa boljši, kot je bil Rugl. Rekel, zdaj, koliko ima feelinga... No, šel je pa tudi sam skozi kar hudo stisko. Je bil, pa ženo je imel zraven, ampak on zagovarja prave stvari. In ko je imel intervju z Jožetom Možino v nedeljo na Nacionalki, to je bilo konec sveta, to je protesti. In potem Mladina, temačka številka ogroženi moški. In mene potem Lara Pavkovič vpraša, kako jaz lahko
kaj dobrega rečemo Perkotu, če tako je govoril. Ne? Perko je čisto v redu govoril. In pa sem pa jaz še razložil nekaj, kar ne vejo. Ne? Se je zdaj ta Lara Pavković pa tam Izak Košir sta se na mene spravila glih v povezavi s tem 35. knjižnim sejmom okrog te, ne? Jaz sem jim razložil, da je, to je ta višja matematika, psihoanalize, ne? To ne more vsak zastopiti. Meni pravi, knjiga je težka, pa težko govorim. Ja, tematika je toliko težka, da ne morem enostavno to povedati, ker je zahtevna stvar. Psiha deluje tudi na nezavedni ravni. Ta nezavedna raven je simbolna raven. Mi moramo budnost prebrati, recimo za sanje bi pa mogoče vedeli, ne? Tako kot sanje. Sanje je treba prevediti, kaj mi sanjamo, tisto manifestno, kar sanjamo, moramo mi dešifrirati. Simboliko sanj moramo mi razvozlati, da vemo, kaj sanjamo. Če se spomnimo. Če se spomnimo. Ampak tisto, meni govorijo, sem tole pa tole sanjala. Ne, jaz simboliko sanj pa razvozlam, aha, vi ste v resnici tole sanjali. Tole vas muči. Manifestne sanje so take, latentne so pa tele. Ampak Freud je bil genij tudi zato, ker je rekel, da moramo mi budnost prebrati na simbolni ravni. Ne? Zato govorimo o simbolni kastraciji. Pa zato jaz rečem, da gol ni gol. Ne? Gol ni gol. Kako ni gol, če gol je gol? Zato, ker moški hoče ga not dati, zato se vzpostavlja paradigma žogarskih športov, kjer moški noter dajejo. V košarki, pa vseh teh žogarskih igrah. In ti tudi razlikuješ med napadalci pa obrambnimi igralci, ne? Vse to razlikujem, ampak problem je, da se razlikujejo tudi delanja. Delanje ne more zdaj graditi nebotičnik ženska. Moški graditi svoj kronično premajhen falus. Vse ženske tam so tuhtale, kako bi čistilno napravo v Trbovljah naredili. Leta 74, ne? Rekel, zdaj karikirano rečeno, oni ideologi tistega Raufunga, ki bomo zdaj podarili, so pa kurce mehne imeli. Pa so pa zgradili tistega do kuma gor. One ženske so pa hotele pa tudi čist mehen, pa bomo pa čistilno napravo. Ja, seveda, če imaš menstruacijo, skozi treba nekaj pucati. Ne? In koncept delanja mora biti drugačen. Ženska ima genitalije notranje in jo skrbi dekoracija notranjih prostorov. Ne? Moški ima pa zunanje, on bi pa gradil, on bi imel velik avto. Ženska ga pa nima, bi imela pa tam nek tvingota, tam, ker ga ne zna not dati. Težko parkira. Ja, pa to noben ne šteka. Zdaj pa kako naj to na izi povem? Da kar poveš na izi, da kar štekajo. No. Roman, kje se ta knjiga lahko kupi? Lahko se danes, ne, po promocijski ceni 15 €? Ja, 15 € je danes, drugače 20. V knjižnem sejmu so me zabubili, kaj v klet, me niso najdeli, so me pol ure iskali. Jaz sem te tudi težko da ja ne bi prodala. Pa pride ena meni, pol ure sem vas iskala in pa sem pa po spletu naročila knjigo. Sem rekel, to pa ne morete. Ja, to na Mladinski knjigi. Sem rekel, Mladinska knjiga mi pa maržo nabija na 30 €, ne pustim tam predavati, ker je knjiga predraga. Sem rekel, dal sem Samotu Ruglu, to je sin od Janeza Rugla, on ima pa Bukla, ima spletno neko sem mu dal. On je prodal v 2 dneh 30 knjig. Po spletu. Ampak ta ženska prišla, jaz hočem to gimnazice, da bojo vršil knjigo. Sem naročila. Ko ste pa vi naročili? Prvi spol je naročila časopis za kritiko znanosti. Sem rekel, vi boste napačno knjigo dobili. Ne? Prodajam je sam jaz, moj založnik, Telezimske urice, pa samo tu Ruglu sem dal, pa zdaj še ena, ki je malce cenejša, 200 € taka knjiga. S tem, da mi pač rabat, tisto maržo mi pobere, meni gre samo za to, da bo ljudje to brali. Ker kaj se zdaj dogaja? Ne samo, da knjižnice ne smejo to odkupiti. Zdaj te legibitrovci hodijo po knjižnicah, po Ljubljani, pa kradejo moje knjige, zato da ljudje to ne bi brali. Pa ne vem, kako to prešvercajo ven, ker to piska, da če ven vzameš. Kradejo zato, da ljudje te ne bi brali. No, je pa nazaj ne prinesejo. Jaz pa ne vem, v 14 dneh, ne. Nazaj ne prinesejo potem, ne? Ne, plačajo, oni ukradejo knjigo, ker meni knjižnica, če kjer ne prenese, bi lahko nova kupila. Knjižnica sploh ne vejo, da moja knjiga ni na policah, ker so jo ukradli. To so mi Ljubljančani pravili, ne? No, Roman, zdaj lahko jo kupijo danes, še kaj podpišeš, ne? Meni si tudi napisal. Sem ti dal posvetilo. V spomin na dobre intervjuje o feminizmu, ki sva jih imela. Kar nekaj jih je bilo. Na ETV-ju, ja. Ma še kdo kakšno vprašanje za Romana? Zdaj je tu.
Verjamem, da bo kaj Naj odgovoril. bi me rad kaj vprašali, vas jezik Srbiji, kar vprašajte. Ali vas imali me narodni, kom pa mimo sekala, če mu vprašala, kar Če pa vprašajte. ne boste zdaj vprašali, Roman še tu ostane, bo pa Ja. midva zaključila. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala pa tudi vsem tistim, ki spremljate preko televizijskih ekranov. Pa srečno.